Ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku je občina Moravske Toplice v sodelovanju s krajevno skupnostjo Tešanovci pripravila občinsko proslavo v spomin na počastitev največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. S posebnimi verziji je ob tej priložnosti na življenje in delo našega največjega pesnika opomnil tudi vaški obveščevalec v Prekmurju, tako zvani Male Ritar. Bog daj dober den, vsem vam tu zbranim iz vsega srca želim. Šterje še ne vejte, vam moram povedati, jaz sem Mali Ritar, vaški obveščevalec folklorne skupine iz Tešanovec. V knjiga je zapisano je, ti šola naš včila je, France Prešeren, naš največji pesnik je. Vrbi na gorensko narodu se je, vse šole iz odlikov napravuje, pa zlato knjigo z zlatimi literami zapisani bil je. Na Dunajskoj pravni fakulteti študij uspešno končuje, nazaj v Ljubljano odišuje, pa kot odvetnik deluje. Bogato primicovo Juliju nesrečno zaljubil se je, pa sonetni venec njej posvetuje. Mlado Janu Jelovšek zapletu se je, šteranjami tridici rodila je. Zdravljico napisal je en tov besede naša slovenska himna je. Zadnja leta svojega življenja v Kranji preživuje, 8. februara leta 1849 tu umrl je. Tak, vsi zdaj tu prisotni znate vse, što France Prešeren je. Hvala lepa, kad ste me poslušali, pa Bog vas živi! Zbrane je nagovoril tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki se je zahvalil občanom za kulturno udejstvovanje in doprinos k razvoju kulturne dediščine v občini. Slavnostni govornik na prireditvi pa je bil Franc Cipot, ki je v svojem nagovoru spregovoril o širšem pomenu kulture, ki nas spremlja vsepovsod v našem vsakdanjem življenju. Dotaknil pa se je predvsem pomena slovenskega jezika. Slovenci imamo to priložnost, da se dogovarjamo v svojem jeziku. Mnogo narodov te priložnosti nima, ampak ima neki splošni jezik, uveljavljen pač na nekem območju. Slovenci zaradi takšnih osebnosti, kot so bili Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in tako naprej, in seveda potem Prešeren in ostali, imamo ta privilegij. Privilegij, da imamo svoj lep slovenski jezik. In v njem se da veliko povedati, izraziti marsikaj. O tem, da smo ljudje seveda različno osveščeni in različno uporabljamo besede, je seveda jasno, ampak kljub vsemu, če se bomo potrudili in si bomo ob tem, ko se pogovarjamo, namenili tudi pogled, torej prijaznost, bomo že veliko naredili za to, da bomo lahko rekli, da smo kulturni. V Prekmurju, kjer smo pa mi doma, v tej lepi okroglini, pa imamo še eno veliko prednost. Mi smo namreč dvojezični, kakorkoli se zdaj to sliši, govorimo prekmurski svoj domači jezik. Tudi tu imamo seveda izjemno veliko zgodovinsko izročilo, ko so Kuzmiči in ostali, ki so se takrat v 17. stoletju začeli torej na nek način odločati o pisanju v prekmurskem jeziku, so nam dali veliko. Dali so nam kulturo, ki je napravljena na ta način, da danes imamo torej prekmurski jezik, ki je tudi priznan jezik. Ima svojo slovnico in lahko se z njim veliko izrazimo. Res je, da danes uporabljamo vsi, tudi mladina, predvsem veliko tujih jezikov, predvsem angleščine, nemščine in tako naprej. Ampak kljub vsemu, naj bo poziv tudi iz tega mesta. Ostanimo pri slovenščini in pri prekmurščini, na ta način bomo ohranili svoj narod, sebe, zelo dolgo, zelo dolgo. Ko bomo izgubili to identiteto, nas veliki narodi pravzaprav več ne bodo poznali. Na osrednji slovesnosti občine Moravske Toplice ob slovenskem kulturnem prazniku so pripravili tudi kulturni program, v katerem so sodelovali mala vokalna skupina Lirika, kulturno-turistično društvo Male Ritar Tešanovci, Nikola Prelič, Žan Bencik, Žiga Čarni, Maja Ošlaj, Mirjana Mutvar in Sašo Kojak.